Dober dan. Danes se bomo posvetili eni temi, okoli katere je ful govora, ampak je še tudi veliko nejasnosti pa nerazrešenih zadev. In to je kokosovo olje oziroma kokosova maščoba. Predvsem bomo govorili o tem, ali je kokosovo olje oziroma maščoba dobra za nas, ali je to mogoče čudež narave, ali se ga je pa potrebno nujno izogibati zaradi tega, ker povzroča srčno-žilna obolenja pa kapi. Zdaj na začetku si moramo pogledati eno stvar, ko mogoče na začetku čisto ne bo jasno, zakaj ja govorim, ampak skozi video oziroma do konca videa si bo vsak prišel, zakaj sem to na začetku povedal. Vlečenje zaključkov na podlagi nekih mehanizmov in metabolnih poteh, ki se zgodijo ob zaužitju določene hrane. Zdaj pa kaj mislim s tem? Najboljši primer so v bistvu srčno-žilna in rakava obolenja v povezavi z metabolno potjo, ki se imenuje mTOR pot. Tu na primer ima ponavadi največ zapovedati bolj rastlinsko orientirana populacija, pa ne me zdaj narobe zastopiti, nočem karkoli govoriti čez vegetarijance pa vegane. Hočem samo povedati en primer, da bo bolj jasno, kaj sploh hočem povedati. V glavnem, določeni ljudje trdijo, da naj bi mTOR pot oziroma aktivacija mTOR poti povzročala višje tveganje za srčno-žilna obolenja. Zdaj po drugi strani pa, če pogledamo na primer predvsem vegetarijanci, če že priporočajo ful na primer ribe in ribjo hrano oziroma morsko hrano za uživati, ker pač to ne je bilo najboljše za srčno-žilna obolenja, za nasploh za znižanje inflamacij, kar pomaga pri rakavih obolenjih, pa to je pač kot nadomestek mesa in je ful dober vir. Zdaj pa kje nastane problem? Problem nastane, ko če pogledamo na primer na tem grafu, če pogledamo v primerjavi rdečo meso, ko naj bi bilo najbolj rakotvorno pa slabo za srčno-žilna obolenja, kar pač trdijo določeni ljudje, v primerjavi z lososom in aktivacijo mTOR poti. Dejansko rdečo meso ful manj aktivira mTOR pot. Se pravi, nekaj ne štima. Pač kak je lahko riba zdrava za srčno-žilna obolenja oziroma ribja hrana, morska hrana, pa kažejo raziskave, da ljudje, ki uživajo več rib, imajo manjše tveganje za srčno-žilna obolenja, če je taka aktivacija mTOR poti. Ok, zdaj pa gremo na našo temo in to je kokosovo olje. Je dobro za nas ali je slabo za nas? Zdaj, da naredim tudi video, sem se odločil bolj kot ne sem zaradi tega, ker na Instagramu pa na Facebooku spremljam določene portale oziroma osebe, ki imajo prehransko svetovanje ali pa treninge in imajo ponavadi, glede na moje mnenje, super content, ampak velikokrat se pa zgodi, da na določeno vprašanje oziroma pri določeni objavi gledajo samo ali je črno ali pa belo. Nič vmes pač ne obstaja. Ljudje dejansko trdijo, da ne bi bilo kokosovo olje slabo oziroma celo slabše kot pa kakršnokoli rastlinsko olje. Se pravi, od vseh maščob oziroma olj, ko jih lahko uporabljamo za kuhanje, je najslabše kokosovo olje. To se mi pa zdi, da je ena izmed bolj debilnih stvari, ko sem jo do zdaj čul. Sam na primer uporabljam kokosovo olje na dnevni ravni za kuhanje oziroma pečenje, karkoli pač delam, in menim oziroma je moje mnenje, glede na to, kar jaz preberem iz določenih raziskav, da je kokosovo po učinkih na naše telo gladko pred vsemi rastlinskimi olji. Res pa je, da je važen kontekst, kdaj se olje uporablja, na kak način se olje uporablja, kolikrat na teden se uporablja, kak je kalorični dnevni vnos oziroma vnos določenih makrohranil in kaj ga kombiniramo z vnosom olj. Se pravi, ni črno pa belo. Kokosovo olje ni slabo, kokosovo olje ni dobro. Kokosovo olje je lahko slabo, če naša prehrana ne štima, kokosovo olje je lahko super, če naša prehrana štima. Ok, zdaj pa da ne bo samo prazne besede, bomo pa šli pa razčlenili vsako stvar posebej, pa bom povedal, zakaj je moje mnenje tako, kako je. Najbolj pogost razlog, da ljudje govorijo, da je kokosovo olje slabo, je zaradi količine nasičenih maščob, ki jih kokosovo olje vsebuje. Zdaj si bomo prvo pogledali to. Se mi zdi, da vsako leto pride ven ena študija ali pa ena raziskava ali pa eno predanje, tako je na primer to, ko ga bom tule gor objavil, ki pač trdi, da ne vem, meso povzroča rakava obolenja, jajce so slabe za naše telo. Drugo leto pride, da je meso super, pa da so jajce super, tako je pa za kokosovo olje. Se mi zdi, da vsako leto pride tu pa tam kaka objava, kak je kokosovo olje slabo, ali pa kak je kokosovo olje čudež narave, pa da moramo samo to uživati. Do pred kratkim je bilo sicer res znano, da naj bi nasičene maščobe oziroma večja količina nasičenih maščob v naši prehrani povzročala srčno-žilna obolenja, pa predvsem pojavnost oziroma pojav kapi. Zdaj pa znanost napreduje in vsako leto oziroma vsake par let
pač se določeni standardi spremenijo, zaradi tega, ker pač ljudje pridemo do novih dognanj. Zdaj, kar se tiče nasičenih maščob in srčno-žilna obolenja, se znanost vedno bolj nagiba k temu, da ne povzročajo nasičene maščobe srčno-žilnih obolenj in kapi, ampak da so bolj kriva vnetja. Zdaj pa, zakaj nastanejo vnetja? A so zdaj vnetja nastala zaradi nasičenih maščob, ali so nastala zaradi navadnih maščob, ali so nastala zaradi nečesa drugega? Zdaj je potrebno to pogledati. Ljudje trdijo tudi, naprimer, da pojav, ko se zgodi, ko mi zavzimamo neke maščobe, ne rabijo biti nasičene, lahko so tudi samo maščobe, se pač povišajo naši trigliceridi v krvi. In to je zdaj znak za preplah. Prvo kot prvo, to je normalni odziv telesa. Če se ne bi zvišali trigliceridi v naši krvi, to pomeni, da telo s tistimi maščobami ne zna nekaj narediti. Ko se povišajo trigliceridi v naši krvi po obroku, pomeni, da telo je začelo po krvi tovoriti trigliceride, da se bojo lahko uporabili za, ne vem, vir energije, da se bojo nalagali, da bojo šli nekam drugam, ko je pač, naprimer v celice, ko so pač gradniki celic. Teda, dvig trigliceridov v krvi takoj po hrani ni znak, da se bojo povečala srčno-žilna obolenja oziroma da je to slabo. Drugi razlog, zakaj ljudje ne marajo nasičenih maščobnih kislin oziroma se jih bojijo, je predvsem LDL holesterol oziroma slab holesterol. Ok, zdaj pa če stvar malo drugače razložimo oziroma malo drugače pogledamo. Mi imamo v žilnih stenah epitelijske celice in LDL receptorje. Naloga LDL receptorjev je, da zbirajo LDL delce holesterola, ki pridejo v kri in jih pošljejo do celic, kjer se pač pol metabolizirajo. Se pravi, če vse deluje normalno, bo naša celica s pomočjo teh receptorjev prejela v sebe LDL holesterol in ga bo uporabila za določene kar pač rabi. Naprimer, LDL holesterol je sestavni del epitelijskih celic žil in naprimer, ko mi končamo s telovadbo neko, da je mogoče malo bolj intenzivna, se naše celice, epitelijske celice žilnih sten malo obribajo. In LDL holesterol je tam zato, da to popravi. Se pravi, določen nivo LDL holesterola je v telesu nujen, drugače epitelijskih celic oziroma žilnih sten ne bi mogli popravljati. Se pravi, LDL holesterol ni slab. Spet je važen kontekst. No, in kaj je zdaj problem pri LDL holesterolu oziroma slabemu metabolizmu LDL holesterola? Vnetja. Vnetja povzročajo, da ti LDL receptori ne morejo delovati optimalno. In ker ne delujejo optimalno ti receptori oziroma prenašalci LDL holesterola, ne bojo mogli LDL holesterola spraviti tja, ko je treba, se pravi v celice oziroma v epitelijske celice za popravilo žilnih sten, ampak se bo povzročilo nalaganje zaradi tega, ker so epitelijske celice manj učinkovite ob tem, ko prihaja do vnetij v telesu. Zdaj pa, če se osredotočimo na vnetja, kaj pa so stvari, ko dejansko povzročajo vnetja v telesu? Vnetja v telesu povzroča stres, vnetja v telesu povzroča telovadba, vnetja v telesu povzroča sladkor. Se pravi, več stvari povzroča vnetja. Ena izmed stvari, ko povzroča vnetja v telesu, niso maščobne kisline oziroma niso samo maščobne kisline, je več stvari. Predvsem procesirana hrana povzroča vnetja v telesu zaradi transmaščobnih kislin, o katerih bom tudi pol nekaj povedal. Se pravi, nasičene maščobe same ne povzročajo vnetja in same ne povzročajo, da se nabira LDL holesterol na žile in povzroča srčno-žilna obolenja. To se zgodi ob tem, ko so v telesu še povišana vnetja. Ok, zdaj pa da še to povem, preden gremo na študije, pa zakaj jaz tako mislim. Na živce mi gre, ko ljudje govorijo, tako sem prej rekel, ali je črno ali je belo. Ne moreš ti reči, če imaš dve različni metaanalizi, ko sta obe dve kvalitetni, pa obe dve upoštevata določene kriterije. Pa ena kaže, da količina nasičenih maščob, ko je večja, povzroča oziroma poviša tveganje za srčno-žilna obolenja, na drugi strani pa kaže, da jih ne poveča oziroma celo zniža. Ne moreš ti reči, da ali da kokosovo olje ne poveča oziroma nasičene maščobe ne povečajo ali pa da povečajo. Moraš reči, da znanost še ni pač čist določila, za kaj se gre, ampak da študije kažejo to pa to pa to. Ne moreš skar reči, da ne, da je pa to slabo, da je slabše od vseh rastlinskih olij in da je najslabše olje oziroma maščoba, s katero lahko kdorkoli doma karkoli dela. Ok, zdaj pa gremo na metaanalizo. V tej metaanalizi, ko se po mojem mnenju zdi ena izmed najboljših, so pregledali 21 študij, v katerih je bilo vključenih 348 tisoč ljudi. Preverjali so povezavo med prehranjevalnim režimom, kjer so bili vnosi maščob oziroma nasičenih maščob nižji, in v drugih skupinah so imeli vnos nasičenih maščob višji in povezanost z srčno-žilnimi obolenji in kapi. Ugotovili so, da ni bilo popolnoma nobene statistično pomembne razlike med skupinama. To pomeni,
da ljudje, ki so jedli manj nasičenih maščobnih kislin, in ljudje, ki so jedli več nasičenih maščobnih kislin, niso imeli razlike v pojavu srčno-žilnih obolenj. Se pravi, ni važno, ali si pojedel več maščob ali si pojedel manj maščob, zvišanje za srčno-žilna obolenja se niso spremenila oziroma zvišala. Tu me še nekaj spomne, kar sem hotel prej povedati, da velikokera študija, pa ne pravim, da so vse študije, ko kažejo, da so nasičene maščobe oziroma da ne povzročajo višjih procentov kapi oziroma srčno-žilnih obolenj, ampak velikokera študija, ko pokaže, da nasičene maščobe povzročajo dvig kapi pa srčno-žilnih obolenj, ko pogledaš ljudi, kaj so jedli, niso jedli samo nasičene maščobe so prihajale iz visoko procesirane hrane. Teda, tam se moraš malo vprašati, ali je vzrok nasičena maščoba ali je vzrok pač sranje hrana. No, imamo pa še eno drugo študijo. Ta študija je spremljala 59.000 Kitajcev v razponu 14 let. Se pravi, je bila kar dolgoročna študija, pa spremljali so 14 let njihovega prehranjevalnega režima, pa povezavo hrane z vzrokom srčnih obolenj in kapi. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da ljudje, ki so jedli več nasičenih maščob v svoji prehrani, niso povečali tveganja za srčno-žilna obolenja. 14 let so jih gledali. Niso povečali tveganja za srčno-žilna obolenja. Celo zmanjšali so procent ljudi, ki je dobilo kakršnokoli srčno ali možgansko kap. In to v skupini, kjer so jedli več nasičenih maščob. Ok, nasičene maščobe smo si zdaj pogledali. Zdaj si gremo pogledati, kje maščobe pa so dejansko škodljive in so bile pokazane v večini raziskav, da so dejansko škodljive in jih naše telo ne more metabolizirati. To so transmaščobne kisline. Kje pa transmaščobne kisline sploh najdemo? Najdemo jih v predvsem procesirani hrani in pa v rastlinskih oljih, ki so neprav oziroma napačno obdelana. Tudi v kokosovem olju. Ampak v rastlinskih oljih jih je še več zaradi tega, oziroma niti ni jih več v rastlinskih oljih, ampak so bolj množično uporabljena in so rastlinska olja glede tega bolj škodljiva kot kokosovo olje, ker je manj v uporabi. Še posebej hidrogenizirana rastlinska olja, ki so pa itak že sama po sebi sranje. No, transmaščobne kisline pa v bistvu nastajajo v večini z hidrogenizacijo olj, pač to se pa naredi zaradi tega, da je olje bolj dolgo obstojno. Se pravi, večina olj, oziroma 80% olj, ko jih najdemo v trgovinskih policah, so hidrogenizirana zaradi tega, da pač imajo bolj dolgo življenjsko dobo. Pol imamo pa še problem, ki pa nastane v segrevanju teh olj, predvsem rastlinskih, ki so itak že pač hidrogenizirana in se zgodi, da pride do oksidacije teh olj. In oksidacija je še pa ena slaba stran, ko se kakršnakoli maščoba, ali je to maslo, ali je to margarina, ali je to kokosovo olje, ali je to rastlinsko olje, ali je to bučno olje, ko se preveč zagreje, pride do oksidacije. To pa dejansko povzroča nabiranje prostih radikalov v telesu, žilno steno lahko nam poškoduje, v celice se vgrajujejo napačne maščobe oziroma manj kvalitetne maščobe in oksidacija je dejansko en izmed najslabših stvari, kar se lahko zgodi z oljem. Naprimer, ta metaanaliza je pogledala 18 različnih študij, kjer so gledali, kako na zdravje, na splošno zdravje vpliva količina nasičenih maščob v naši prehrani oziroma višja količina nasičenih maščob in višja količina transmaščobnih kislin v naši prehrani. Spet se je pokazalo, da višje količine nasičenih maščob v naši prehrani ne vplivajo na all-cause mortality. To pomeni na smrt zaradi katerega koli vzroka je all-cause mortality. Se pravi, nasičene maščobe niso povečale tveganja, transmaščobe pa so povečale tveganje. Se pravi, transmaščobe povečajo in so škodljive. Ok, zdaj mislim, da glede maščob nimam več kaj zagovoriti, se pravi, transmaščobe pa nasičene maščobe smo obdelali, zdaj da ne predolgo bomo šli še pa malo naprej. Zdaj bom v bistvu pa povedal še, zakaj jaz mislim, da je kokosovo olje veliko boljše, kot da se uporablja na dnevni ravni, kot pa naprimer sončnično olje ali pa repično olje. Prva stvar je olejčna kislina, ki sestavlja približno od 5 do 8% kokosovega olja. Ta študija naprimer kaže, da olejčna kislina, ki jo najdemo v kokosovem olju ali pa naprimer oljčnem olju, dejansko pomaga pri imunoregulaciji telesa in znižuje tveganja za srčno-žilna obolenja, avtoimunske bolezni, rakava obolenja in določene metabolne bolezni. To je pokazala študija glede olejčne kisline. V drugi analizi oziroma študiji so naprimer ugotovili, da olejčna kislina oziroma višja količina olejčne kisline v naši prehrani lahko vpliva na nižje tveganje za bolezni, ki nastanejo zaradi inflamacij. In večina bolezni oziroma metabolnih bolezni pa današnjih bolezni, ki se ljudje z njimi soočamo, nastanejo z nekim dvigom inflamacije oziroma
pride do nekega dviga inflamacije v telesu. Imamo na primer lavrično kislino. Lavrična kislina je približno 44 do 51% kokosove maščobe. Glede lavrične kisline je v bistvu še kaj velik študij, ampak kakor sem jaz šel skozi, ne bi mogel reči, da so zdaj neke ful dobre kvalitete, da študija dejansko pokaže, zaradi tega, ker je za več različnih stvari malo študij. Ne morem zdaj reči, da je lavrična kislina super za uživanje, ne morem pa reči, da je slaba za uživanje. Ampak zaenkrat, kaj kažejo te študije, ko so narejene, je po mojem mnenju, da je največji potencial v antibakterijskem delovanju lavrične kisline. Tu se mi zdi, da sem najdel največ kvalitetnih študij, ki so bile izvedene glede lavrične kisline. In lahko vidite študijo tudi na tej strani. Imamo pa na primer še kaprilično kislino, ki pa sestavlja približno 5 do 9% kokosove maščobe. Tu je pa moje mnenje, da je predvsem dobra zaradi tega, ker je srednje verižna maščobna kislina. Srednje verižne maščobne kisline so kisline, ki jih lahko takoj, ko jih mi zaužijemo, telo uporabi za metabolne procese. Tam se pa lahko uporabljajo za proizvodnjo ketonskih teles, lahko se uporabljajo za proizvodnjo za energijo za celice, pač za vse druge metabolne procese. Je pa zanimivo tudi, naprimer, ta študija je pokazala, da je srednje verižne maščobne kisline fajn uporabiti tudi v borbi proti Alzheimerjevi bolezni. Če ste čuli za kokosov clock test, bom tu delil tule sliko. Dejansko je bilo pokazano, da vnos srednjeverižnih maščobnih kislin upočasni upadanje kognitivnih sposobnosti, ki se dogajajo pri bolnikih z Alzheimerjevo boleznijo. Ta študija, na primer, je pokazala tudi, da lahko vpliva na več bolezni oziroma stanj, ki so povezane s kognitivnim delovanjem. Srednjeverižne maščobne kisline lahko vplivajo na to. In to so določene vrste avtizma, pri določenih rakavih obolenjih, pri Alzheimerjevi bolezni in pa lahko deluje protivnetno, to je pa predvsem iz vidika anti-aginga. Se pravi, pač vnetja povzročajo malo hitrejše staranje naših celic in srednjeverižne maščobne kisline lahko to vnetje oziroma vnetja znižujejo. Ok, zdaj pa da končam. Jaz ne priporočam, da se kokosovo olje je vsak dan na žlico, ampak da se ob pravilni uporabi kokosovega olja lahko uporablja vsak dan, večkrat na dan in da ne bo nobene panike glede tega. Sam imam velik rajš, da se uporablja kokosovo olje, kot pa kako drugo rastlinsko hidrogenizirano olje. Ena stvar je tudi, na primer, da maščobe so eni izmed glavnih gradnikov naših celic. In take maščobe, ko mi vnašamo v telo, take maščobe bojo sestavljale naše celice oziroma naše celične ovoje. In če celica nima optimalnih gradnikov, ne bo delovala optimalno. Zdaj pa, tudi nimam kaj proti rastlinskim oljem, ampak predvsem je pomembno, katerokoli maščobo, kak se segreva. Tule grem dal sliko iz moje objave, ko si lahko greste pogledati, bom tudi delil link, kjer sem napisal, na kako temperaturo se lahko določeno olje segreva, da se njegova kvaliteta še ne pokvari oziroma da ne oksidira. In to vam je lahko veliko pomoč pri uporabi določenih olj. Se pravi, čist vsako olje je lahko dobro ali pa lahko je slabo. Hotel sem se razjasniti, da nasičene maščobe nikakor nismo določili še, oziroma stroka še ni določila, da povzroča, oziroma da zviša tveganje za srčno-žilna obolenja, zato se jih ni treba izogibati. Pazite treba samo na določeno količino ob določenih prehranskih strategijah. Ok, to je to. Motilo me je samo to, da je vse na internetnih portalih pa na raznih Instagram profilih, ko so zdaj kar znani glede prehrane, vse samo črno pa belo. Nobene v govoru, nobenem kontekstu, ampak samo ali je tek ali pa tek, umestne linije pa ni. To je to. Hvala za ogled. Zdaj pa upam, da se ne bomo več bali kokosov, no. Ajde.